Pozdravljeni, z vami Aleksandra Winkler, danes govorim o tretji čakri. Imenujem jo božanski red. Ta čakra se imenuje drugače tudi solar plexus čakra, solar plexus sončni pletež in nekje vibrira z barvo rumena. Se pravi, ljudje s poudarjeno tretjo čakro, zelo močno intenzivno delujočo, so ustvarjalni, so umetniški, prispevajo k redu, pa naj si bo v zakonodaji, v kakršnihkoli dovršenih sistemih in ustvarjajo mir. So strokovnjaki v ohranjanju ravnovesja, kjerkoli, v naravi, pri ljudeh, poudarjena lepota, v oblikah in delovanjih jih spremlja na vsakem koraku. To so tudi odlični kovči, čeprav je biti trener stvar grlene čakre, ampak je rumena komplementarna, zelena na sredini je pa mešanca med rumeno in zeleno. Tako nekako se mešajo barve v naravi. Ti ljudje s poudarjenim tretjim centrom pa se lahko znajdejo tudi na negativnem polu, če ustvarjajo preveč drame, dramatizirajo, če pretirano skrbijo, da bi osrečili druge, da bi se pokazali svetu v svoji popolnosti, perfekcionizmu, postanejo lahko tudi pretirano nadzorniški, bi se reklo dlakocepci v takem ali drugačnem pomenu. To je negativni aspekt, nefunkcionalni del takih ljudi. Izgubijo se v detajlih, ne vidijo širše slike, pretirano skrbijo za lepoto, popolnost, perfekcionizem ali pa dlakocepstvo, ki se lahko zaradi tega, da ne bi bili videti pred drugimi manj kot dovršeni. Pomembno je, da se zaveste, da nimamo vsi enakih moči na vseh čakrah, da se s taki že rodimo. Kjerkoli je vaša najmočnejša čakra, tam je vaša največja moč, naj si bo v funkcionalnem ali v nefunkcionalnem aspektu. Ja, in ker ste mi pisali, naj hitro povem še to, da določena živila, se pravi prve 3 čakre, se obarvajo, tudi kristali recimo, v glavnem z delovanjem na tisto čakro. Danes sem si tudi oblekla rumeno majico, barvila so sintetična, zato je to samo simbolični pomen in nimajo nekega vpliva. Kmalu spet z vami. Čao!